Vkolikor pridejo retail vlagatelji na trg, verjetno ne bojo več zasledovali, verjetno se ne bojo dvakrat opekli v nekih fundamentalno zdravih, dobrih projektih. Ljudje bo verjetno šli bolj kot ne zasledovati nekih cen, nekih premikov, nekega pompa. In nekega engagementa na Twitterju. Nekega engagementa, Točno to. In zdaj gledam, recimo, imamo meme kovance, ker je recimo tržna kapitalizacija, 500 milijonov so gledali na teh največjih meme coinov. Po drugi strani pa imamo zdaj trge NFT-jev, ki zdaj pustimo sličice, pa to kar predstavlja. To so v bistvu tokeni, to so tokeni. In vsak ta nek projekt, zdaj gledam tukaj recimo na JPG Store, to je v bistvu kot en OpenSea za Cardano. Gledam te projekte, kje so floor prices, se pravi, zdaj imam tukaj sortirano kolekcije po all time, pa po volumnu. Se pravi, vidimo recimo SpaceBuds, to je zdaj recimo projekt, to je bil prvi projekt na Cardano, ima zdaj floor price nekje 830 ADE, koliko je to zdaj, se pravi, to je $299. Jaz sem recimo tega, jaz sem tam napisal v Discordu še znotraj finančnega portala, ko sem kupil tega SpaceBuda, mislim, da sem skoraj $5000 dal za njega. Sem rekel, to bo verjetno najboljša ali pa verjetno najslabša investicija tega bull marketa. In jaz imam še vedno tega SpaceBuda noter in zdaj vidimo, kam je ta cena padla. In zdaj dejansko, po kakih cenah lahko zdaj tole dobimo, $200-300. Se pravi, to so v bistvu kot neke loterijske srečke zdaj v tem trenutku. Jaz bom po moje tudi malo pogledal na različnih teh blockchainih, se pravi teh, ki imajo ful močan, ful zveste neke privržence, se pravi Cardano ima res močan community, in zdaj, vkolikor bi likvidnost začela prihajati, tu se treba zavedati, recimo vsak ta projekt ima po 10,000 tokenov, Se pravi, če pogledamo, koliko je nekaj kovancov v toku, recimo nekega tega Gota, vidimo, da je tržna kapitalizacija 600 milijonov, Po drugi strani pa vidimo te projekte, te NFT-je, ki so v bistvu tokeni, čiste špekulacije, podobno kot meme coini. Jaz mislim, da bi se lahko ponovno špekulacije vrnile vsem noter, pa fajn, da imamo zdaj tole posneto, da vidimo, mogoče lahko čez 1 leto ali pa čez 2 leti spet pametni, ko bomo tale video zavrteli kot neki short video, ampak zdaj, če pogledamo, recimo floor price SpaceBudsov 830, recimo The Ape Society, jaz sem tega mintal za $100, za 100 ADE sem mintal, se pravi, zdaj to, recimo najcenejši je 1026 ADE. Koliko je to, se pravi, če gremo gledati. Se pravi, to je zdaj $369, za $369 ga dobimo. To so zdaj blue chipi na Cardano blockchainu. Jaz se spomnim, jaz imam še vedno zdaj tukaj glih zraven mene imam sliko tega Ape-a, ki še ga vedno držim. Jaz sem ga sicer, prenesel sem ga na Base, ker ta kolekcija se je preselila na Base, nekaj NFT-jev imajo na Cardano, nekaj pa še na Baseu, ampak čisto preprosto, zdaj če tole pogledamo, to je zdaj vredno skoraj nič, ampak vidimo te floor price, kako se spreminjajo, to lahko en veliki, pa niti ne whale pride, jaz lahko zdaj recimo $100,000 denarnico odprem, pa rečem, ok, jaz bom zdaj začel pumpati, pa začnem kupovati vse te Ape tukaj, Se pravi, jaz porabim, $50,000, da napihnem ceno iz 1000 na 7000, In seveda spet kaj sprožim val neke špekulacije na Twitterju, ljudje začnejo to gledati, ok, cena raste, da gremo malo to kupovati, zakaj pa ne bi to kupovali, In naenkrat, kar cena zraste, vidimo, niti jih ni več listanih, se pravi, zelo hitro lahko na 75,000 cena skoči, 75,000 ADE, če pokupimo floor tega, In se mi zdi, da so ti NFT ultimativni meme kovanci mogoče naslednjega prihajajočega bull marketa, Tako da jaz bi mogoče tudi malenkost apeliral našim članom, da si mogoče te NFT-je pogledajo, Stvar je res banalna, totalno, ampak na koncu so to vse tokeni, s katerimi ljudje trgujejo, pa s katerimi se špekulira, Tako da jaz bom zdaj mogoče kakih par $1000 uporabil, da bom pokupil te NFT-je na različnih blockchainih, ki so zdaj zelo nizko, Ena moja stranka bo zdaj, ne vem, če to sploh ne omenim ali pa ne, ampak ok,